trgatvi potomk modre kavčine Zenta v občini Slovenske Konjice. Ponosni smo na to, da na našem območju uspevata kar dve, škalska in kartuzijanska potomka. Kot se za mesto cvetja in vina seveda spodobi, bomo s trgatvijo najprej začeli med škalskimi vinogradi in se nato na še eno trgatev podali v Žičko kartuzijo. No najprej pa seveda dobrodošli tukaj v Škalcah, kjer je med slikovitimi trtami različnih sort, ki uspevajo v tej prekrasni galeriji vinogradov, svoj dom pred leti našla tudi ena izmed potomk najstarejše trte na svetu, več kot 400 let stare modre kavčine Zenta. No, trta Škalčanka ponosno uspeva med zlatimi griči naših vinorodnih Škalc, s katerimi upravlja podjetje Zlati grič. Pa mi sedaj dovolite, da k besedi povabim direktorja podjetja Zlati grič, gospoda Silva Žižka. Dobrodošli na Zlatem griču. Zdaj, mi vemo, imamo gospodarja, imamo skrbnika, mislim pa, da tudi Zlati grič letos skrbeli za trto. 15.8. smo v neposredni bližini postavili klopotec, zavarovali podelek, potem smo naznanili trgatev na Škalca. Zatem bomo danes pobrali, jaz si mislim, da bomo pobrali tudi naše, ampak žal nam ni uspelo, za pol dneva nam je ostalo, tako da bi v bistvu lahko tudi ta dan praznovali kot dan, ko je grič zaključil s trgatijo v tem letu in seveda bomo to trto na koncu tudi 11. novembra oziroma 7. novembra na skupnem dogodku zavili. Govorim o tem, da sem izredno vesel, da nam je v zadnjem času, v zadnjem letu uspelo povezati lokalno skupnost Zlati grič, Škalce, vse skupaj v prostor, kjer se zbiramo ljubitelji grozdja in vina in upam, da bo tako tudi prihodne, da se nam pridružili tudi vinogradniki, vinogradniška društva in da se na nek način okolice, pa vsem tistim, ki prihajajo sem predstavimo, kaj pravzaprav v Konjicah zmoremo. Hvala lepa, pa upam, da je gospodarjem in skrbniku uspelo, da kaj ostalo more. Tako, dame in gospodje, sedaj pa je počasi napočil čas, da se posvetimo škalski potomki in potrgamo njene sadove. No najprej pa o tem, kako je rasla, kako jo je bilo potrebno skozi leto negovati, ali je imela morda kakšne posebne muhe, kot jih imajo običajno take mladenke, in kako je letos obrodila, pa bo v naslednjih minutah povedal njen skrbnik, gospod Dejan Brečko. Lepo zdrav, v mojem imenu. Kaj posebnega, jaz težko rečem, ker je ta trta 1 do 225 tisoč, ki so jemljen kot eno. Ampak k sreči ta trta raste res v samem središču naše vinogradniške proizvodne in je deležna vse naše pozornosti in pa lahko rečem tudi pozornosti vseh mimoidočih, ki prihajajo, predvsem tujci se z veseljem stavijo ob trti, jo pogledajo, preberejo, zakaj gre, ker enim tudi ni jasno še, kaj to sploh pomeni, zakaj ena trta, vse ostale so lepo v vrstah, urejene, ta pa sameva, tam vlada so tem mladnička. In kako jim razložiš, potem je zadeva pač spremlja takšna, kot pač je. Povedano je že bilo, ta trta je ta ne, ki zdaj raste, ampak prvotna tista, ki je bila zasajena kot prva, je pač žal doletela kruta obsoda, je pozebla in zdaj v bistvu taki, ki smo jo nadomestili, v bistvu v 5. vegetaciji smo dočakali na današnji dan 13 grozdov na 13.10. Verjetno, brojke pa
Kartuziji našla zaradi prijateljstva med mestoma Maribor in Slovenske Konjice, ki traja že dolga leta. Prav tako pa jo povezuje bogata vinogradniška tradicija. Župan Maribora jo je poklonil našemu županu, ki je še danes njen gospodar, skrbništvo pa je zaupal vinogradniško-vinarskemu društvu Slovenske Konjice, kjer pa so to odgovorno nalogo zaupali gospodu Jožetu Tominšku in njegovemu malemu oziroma sedaj že kar velikemu pomočniku Janeju Kotarju Tominšku. Seveda pa brez babice Darinke preprosto ne gre, saj vse skrbno fotografira in skrbi za kronologijo dogodkov tukaj v Kartuziji. Srcem in vso predanostjo skrbijo za našo lepotico skozi vse leto. Mi pa se ob njej radi srečujemo ob različnih priložnostih. Tukaj s kozarci nas zdravimo najmanj 2-krat letno, ko jo spomladi obrežemo in jeseni z nje potrgamo grozde, ki jih obrodi. Marsikje po Sloveniji so rastišča potom zapuščena in zanemarjena. Na srečo tukaj v Žički Kartuziji še zdaleč temu ni tako. Kljub nekoliko senčni legi in nižjim temperaturam, kartuzijanka lepo raste in se počuti odlično. Če bi se izrazili nekoliko športno, bi lahko rekli, da je v odlični formi. Pa v zadovoljstvu z njeno kondicijo malo povprašajmo njenega gospodarja, župana naše občine, gospoda Mirana Gorinčka. Spoštovani gospe in gospodje, tokrat marsikomu že drugič želim en prijeten dan, prijetno počutje v naši družbi in iz pesmi ljudskih pevcev izvira pomen trte za življenje naših ljudi, je podoben, ta odnos do trte je podoben že nekaj stoletij. In naša občina je nekaj posebnega tudi zaradi tega, da imamo na svojem ozemlju kar 2 trti. Nekako simbolno rasteta sicer na različnih lokacijah, pa vendar povezujeta. Prva v Škavcah raste v simbolu naše občine ali pa mesta Slovenske Konjice na samem vinogradi in za njo skrbi podjetje Zlatih grič oziroma Dejan Brečko. Ta druga, ki pa raste na kulturno-zgodovinskem območju naše občine ob spomeniku državnega pomena v naši Žički Kartuziji, pa seveda ta tradicija sega precej dlje nazaj kot tisti vinogradi v Škavcah. Ne smemo pozabiti, da so kartuzijani v svojem najboljših letih imeli več vinogradov in pridelali več vina kot cela pokrajina skupaj. In od je ta povezava potomka stare trte z Lenta tukaj v Žički Kartuziji. In zopet simbolika za to trto pa skrbi vinogradniško vinarsko društvo oziroma Jože Tominšek. Lep pozdrav tudi v imenu tistih, ki smo bolj pogosto pri trti in poskušamo skrbeti za njo, da je ta dogodek potem lahko tako prijeten in pa, da bo ob številnih grozdih bodoče še lepši. Če se navežem sam na to, ker je naša povezovalka povedala Iza, da je prišla pošta na pismo na pošto, te smo reči, da je res in z veseljem sem to pismo tudi prevzel, ker sem pričakoval, da bo pa trta zopet nekaj posebnega napisala, kot vi veste, da vedno nas kaj preseneti. Moram vam pa povedati, da je bolj žalostno napisala. O tem, kako je izgledalo letošnje leto v trti, malce kasneje, vendar trta mi je napisala, da se je trudila, pripravljala in želela res opisati, kak je bilo do predvčerajšnjim, ampak je rekla, kljub vsej volji to ni mogla, ker pa če imela prste pa roke poškodovane, kar je posledica od spomladanske rezi. Takrat so nekateri pač prišli in ji žal ta vitalni del porezali, s katerim nam je ona napisala taka lepa pisma in se je opravičila za te par stavkov, ki jih je napisala in je rekla, da verjame, da se bodo spomladi, ko bo res opomogla in da nam bo takrat kaj več in lepšega napisala. Zagotovo pa vam prinaša prisrčne pozdrave in upa
da se boste danes lepo imeli, če ravno je slabo vreme, in da se še vračate k njej z dobrimi nameni. No.